Lep pozdrav. Danes imamo eno krajšo temo, in sicer kako stejkati puls kovanec na puls test net mreži. Zdaj, testna mreža pomeni, da to ni realno, se pravi, to je zdaj za testiranje samo, in te kovančke, ki jih imamo v MetaMasku, pulse, to sem dobila v bistvu kot testni kovanci, in to bo potem, ko bo pač realna mreža lansirana, to bo zginilo, tako da ne mislim, da ste dobili realne kovančke. Pa kar v bistvu bi šli pogledat. Gremo pogledat takole. Bom delila zaslon. V glavnem, tukajle imamo na tej spletni strani, to bom dala v opis spodaj, so validatorji, to je seznam validatorjev. Zdaj, MetaMask sem jaz že odprla, odklenila, in tukaj noter vidimo, imam testne kovančke. Zdaj, kako se jih dobi, sem posnela v prejšnjem videu, in pa tudi v prejšnjem videu smo zamenjali puls za heks kovančke. To so vse testni kovanci, niso realni, tako da to bo zginilo, ko bo puls res aktiviran. Pač kdaj to bo, ne vemo točno, kdaj vas bomo obvestila o tem. Torej, moramo biti tukaj zgoraj, poglejte, obvezno mora biti na puls chain testni mreži. Kako jo dobite, je v prejšnjem videu posneto. Če ste na glavnem omrežju, je to Ethereum omrežje. Tukaj nimamo ničesar, to je testna denarnica. Jaz v MetaMasku nikoli nimam nobenih kovancev, vedno imam to kje drugje. Tako da gremo na puls chain testno omrežje, kjer se nam pač v bistvu te puls kovanci tudi pokažejo in heksa. Torej, tale spletna stran, kjer so validatorji, tukaj zbiramo validatorje. Zdaj, katerega zberemo, na kakšen način, to je fino se majčkeno pozanimati pri ljudeh, ki to res obvladajo. Se pravi, to so razni validatorji, recimo David Feder je eden takih. Mi tukaj ne vidimo, kateri validatorji, jih je 32, ki so v tem krogu. Ampak na spletni strani, recimo Davida Federja, boste videli, katera denarnica, tukaj so naslovi denarnice, je njegova, in pač lahko zberete njega, če želite, ali pa katerega koli drugega se vam zdi. Zdaj, tukaj vidimo v prvem stolpcu, koliko stejkov ima kater validator že, ki jih že stejka. Zdaj, jaz sem to že poizkusila, pa nekaj že imamo, bomo pogledali v MetaMasku. In pending stake pomeni pač, zdaj 24 ur traja, da je vaš stake res viden. Enkrat na dan, v bistvu enkrat na začetku dneva se to naredi, se pravi, ko vi date zahtevek, potem naslednji dan je ta zahtevek res aktiven, se šteje v bistvu, kot da je ta vložek, da je ta vložek res tam, da ste dobili dividende, shares ste dobili, in skurili so se vam v bistvu pulsi, ki jih pač ni jih več. Dokler ne boste dobili potem nazaj tega stejka. Pač gre v nek bazenček, in tam so ti vaši stejki neaktivni, oziroma pač jih niso na uporabi za prodajo. In zdaj, za razliko od heksa, če stejkate heks, v bistvu tam imate točno določen, koliko časa se zavežete s pogodbo, boste stejkali oziroma pač imeli te dividende. Medtem ko
pri pulsu ni tako, pri pulsu v bistvu date to pač v tisti bazenček in kadarkoli vi lahko te pulse iz tega bazenčka potegnete ven, ni neke časovne omejitve. Zdaj ta čas, ko boste imeli v bazenčku, boste dobivali pač nagrade za to, da je v tistem bazenčku pri tem validatorju. Zdaj poglejte tukaj, da je ta validator res v rotaciji, se pravi, da on res deluje, mora biti yes. Če slučajno recimo, zdaj pogledamo, jaz imam pri temle validatorju, zadnjič sem se odločila tako in sem pri tem validatorju dala stejkat 0,2 in pa pri temle 0,01 pulsa, se pravi, imam pri 2 validatorjih. Zdaj morate gledati, a je v obtoku ali ni. Če se slučajno tukaj pojavi, da ni v obtoku, da je nov, se pravi, da ne deluje, to pomeni, da je bil kaznovan, so ga vrgli ven iz mreže, potem imate 24 ur časa, da prestavite na drugega validatorja. Pač vzamete ven, odstejkate zadevo, vzamete ven, to lahko v bistvu pogledamo takole, če kliknete na tole hiško, My Stake, čisto na desni strani, so tukaj v bistvu vsi podatki, kdo je validator, njegova denarnica in da jaz dobivam v bistvu 50% mi da tale validator, se pravi od nagrad, ki jih dobim tudi jaz, polovico v bistvu, pač tako sem se odločila, zelo različno je, eni dajo več, eni dajo manj. In zdaj v bistvu, če grem na remove stake, se pravi add stake pomeni, da bi dodala, remove stake pa pomeni, da ga bom, ampak moram pa vtipkati 0, pa mora biti pikca, ker je ameriški sistem, 0,1 in new total stake. V bistvu tukaj dobimo potem pač, tukaj so spet podatki, koliko sem dobila, koliko sem v bistvu zaslužila. Tukaj si lahko v bistvu potem preberete vsa ta navodila, se pravi, morate dlje časa v bistvu zadevo stejkati, da se bo ta stvar res, da boste res dobili pač neke nagrade, oziroma lahko tudi ne dela dobro pač ta validator. Pa gremo kar na remove gumbek, to pomeni, da bomo vzeli ven iz bazena zdaj te pulse, ki jih imam noter v tem bazenčku. MetaMask se je odprl, MetaMask, pač tole pop-up okno in mi sporoča, da se je konektal z pač tole spletno stranjo in zdaj moram jaz tole potrditi, grem naprej. Se povežem, v bistvu obe spletni strani se povežete, se pravi MetaMask denarnica in pa ta spletna stran, to tudi vidimo po grafiki. In zdaj tukajle vidimo, kaj se bo zgodilo. Kaj se bo zgodilo, se pravi, koliko bom jaz pulsov dobila in pa tudi v bistvu, koliko bom plačala, to je zelo malo, koliko bom plačala provizije za to oziroma za mrežo. Tale fee vidim, da se spreminja, to je odvisno od tega, koliko trenutno je gas fee. Tako da zdaj, če tole lahko spreminjate, lahko date, da hitreje pride čez mrežo ali pa počasneje. Zdaj, glede na to, da se vse v bistvu okrog 30 sekund dogaja, nima nekega smisla to spreminjati na hitrejše, zato ker pa samo gas fee plačate več. Zdaj gremo na potrdi, kaj se zgodi. Zdaj se bo to nekaj časa po vsej verjetnosti dogajalo, če gremo pogledat v MetaMask, pač vsaj 30 sekund traja, da se zgodi na blockchainu. Zdaj, če gremo pogledat na activity, to je ta desni del, tukaj se mi je že spremenil, izgleda, da sem že, zapravo tale znesek, se je nekaj povečal, sem videla, in očitno smo dobili malo več zdajle pulsov iz bazenčka. Torej deluje, če gremo na activity, je,
Tole sem zdajle naredila, ne, to je se pravi februar 18., to je danes, sem vzela ven iz bazenčka, nisem še nič dobila, v glavnem, ne, nisem, v bistvu tulele še ni nič. Če kliknemo gor, dobimo dejansko plačala sem samo fi za enkrat. Se pravi tole, v redu. Tole je pa zadnjič, a ne, ke sem dodala to je ta zadnja, ne, 0,01, se pravi, čez čas, verjetno v roku 24 ur, to bom morala še naslednjič pogledati, se bo tole aktiviralo, ne, ker tale stake, ke sem ga zadnjič naredila, to je bilo 13. februarja, je tudi rabil 24 ur in pa še en prej, v bistvu je tudi rabil 24 ur, nekaj pa tudi vmes ni uspelo, a ne. Fino je tole v bistvu testirati, videti, kako se tole dogaja, kaj se dogaja. Lahko tudi pogledamo na blockchainu, a ne, pač to pogodbo, zaradi tega, da če slučajno kaj ne deluje dobro, da pošljete razvijalcem, da nekaj ni v redu in pač kaj ste našli, katero stvar, da se ti bugi dejansko popravijo, ne. Zdaj, če gremo še enkrat nazaj, tukajle pogledate tale dva stolpca sta kar pomembna pri validatorjih, se pravi, ali so bili kaznovani, a ne. Zdaj tale je, tegale ni fajn izbrati, ker je imel precej kazni, to pomeni, pa tale tudi recimo je imel precej kazni, to pomeni, da je kršil pravila mreže in ga je zdaj sama pogodba, ki jo on sklene kot validator z mrežo, da jo vzdržuje, so zelo stroga pravila, in če jih krši, ga mreža, torej računalniška koda ga kaznuje, in ko dobi pač nekaj teh kazni, tudi določeno, koliko lahko jih dobi, ga potem mreža izloči ven in pride potem nekdo drug lahko pride na vrsto, da je validator, a ne. Zdaj tukaj pogledate, koliko v bistvu validator vam da, nekateri dajo celo 100%, se pravi, nič ne zaslužijo oni, ampak dejansko zaslužimo mi 100%. Zdaj lahko pogledamo, tale nima veliko, tale ima več recimo stakeov, daje 98%, to pomeni, da on zase vzame samo 2%. Bomo vzeli recimo tegale, tale je ta je 50%, enega sem jaz zbrala za 50%, različno je, ta ima recimo 99%. Kaj če bi tega zbrali? 99, pa dajmo tega, ke ima 99%, pa vidim, da ima kar dosti stakeov. Probajmo. Kliknemo tole hiško na desni strani, da se tole odpre, koliko bomo dali noter pulsa, dajmo stakati, se pravi add stake 0,5, tale bo delal, okej. Zdaj smo ugotovili, da v bistvu nekateri očitno imajo blokirane strežnike, jim ne dela dobro, zaradi tega tudi puls, chain mreža še ni lansirana, ker odpravljajo pač te napake, mora biti brezhibno, da res deluje. Se pravi, tegale validatorja bomo lahko, pri temu se da v bistvu stakati, pa bomo dali kar stake, ne. Imamo vse podatke. Add. MetaMask se je odprl, seveda se more. Tukaj imate v bistvu vse podatke. Lahko damo tulele, ne vem, 2. Potrti.
Se pravi, tole hitrost, tole bom kar pustila na miru. Itak je zelo, zelo, itak so v bistvu tele fiji tako majhni, to je v centih, da se to nam splača pogajati. Tako. Zdaj, kaj se je zgodilo? Zdaj, tole se je nekaj zgodilo, gremo pogledat. Stake added to validator. Aha, tukaj gor nam je napisal, da stake je bil validatorju dodeljen. Zdaj, če gremo to pogledat v MetaMasku, piše tukaj, da je še stake v obdelavi. Zdaj moramo počakati po mojem 30 sekund, da se to obdela. No, se je že. To je bilo zelo hitro. Zdaj pa bo to trajalo po mojem kakšno 24 ur, da se bo pač ta stake videl, da se bo videl. Se pravi, ID transakcije, mi lahko ta stake tudi pogledamo, kaj se je z njim zgodilo. Če gremo, zdaj, če tole kliknemo, View on Block Explorer, to zdaj še ne dela, ker je to testna mreža. Lahko pa oni imajo, samo da pogledam, Block Explorer, testni Block Explorer, če gremo noter v njega, tukaj vidimo, kako hitro se delajo, kako hitro grejo transakcije naprej, katere so, v katerih blokih, glavnem, to je njihova, takole bo tudi potem izgledala, pač blockchain, to je blockchain, Zdaj, če tukaj gor na vrhu nesem tole številko, se pravi, tukaj je v MetaMasku tole številko, tega stejka, če vnesem noter, to je ID transakcije, potem bi morali najti to mojo transakcijo. Takole. Search. Se pravi, iščemo, enter. Tako. Zdaj sem našla na blockchainu, sem našla v bistvu to mojo transakcijo, to je moja pogodba z validatorjem oziroma pač to so računalniki med sabo, En računalnik pa drug računalnik, zadaj ni ljudi, to nihče tega ne more spremeniti. Tukaj vidimo, da je bilo uspešno, da je bilo potrjeno, preko 53 blokov je v bistvu to šlo, to pomeni, da je zelo razbita tale moja pogodba in ne da se jo zhekati. Tokle pulse sem dala v bistvu stejka, tokle so mi zaračunali bitov za transakcijo, v glavnem stvar je šla skozi. Tako da, evo, tole imamo, zdaj, če pogledamo še assets, se pravi, koliko vidimo, da je šlo dol iz moje denarnice 0,5 pulsa, ostalim jih je še 0,6 in tako naprej pulsa, tako da s tem se lahko zdaj dejansko naprej še igram. To je to. To je to. Hvala za enkrat in imamo še en video. Zdaj v opisu spodaj bojo vsi linki, da boste varno lahko prišli do teh testov in si pogledali in testirali. Dajte testirati, Pulschain mreža bo lansirana vsak čas in do takrat je dobro, v bistvu je zelo dobro poznati in začeti delati z njo, ker namesto Ethereum omrežja, tukaj bojo res nizki fiji, nizke transakcije, nizki zneski za transakcije se bo splačalo, na Pulschain mrežo se bo splačalo svoje projekte gor dati, trgovati, stejkati, delati karkoli, zato ker je hitra, bo zanesljiva, ker zdaj odpravljajo vse Ethereum bage, ki so še gor, ker to je fork od Ethereum omrežja. In je decentralizirano. To pomeni, decentralizirano pomeni, da jaz dejansko imam vse jaz v rokah, nihče nima mojih ključev. Tako da to je res, ne morem dosti poudariti, koliko je to pomemben za nas, ker nam nihče ne more potem vzeti računa, nihče ne more nam financ zapreti, ugasniti računa in nas izsiljevati, da bi v bistvu kakorkoli delali po nareku nekega
višjega, ki nam diktirajo te stvari. V bistvu to sami poznate iz teh sistemov, v katerem smo, da se to kar dogaja. Tako da blockchain, kriptovalute so zame v bistvu rešitev, da se osvobodimo in sploh push-chain, da se osvobodimo od tiranije in pač pritiskov ljudi, ki so nad nami, ki si jemljajo pravico odločati o naših osebnih financah. Tako da hvala za pozornost, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.